Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. Kakšna investicija dejansko so? No in tokrat se je na tapeti znašel Decentraland oziroma Mana. No, dajmo si najprej pogledati, kaj ta projekt dejansko je. Imam tukaj že urejene zapiske. Decentraland Mana je virtualni svet, ki temelji na Ethereum blockchainu in uporabnikom omogoča nakup, prodajo ter razvoj digitalnih nepremičnin v obliki NFT-jev. Z uporabo žetona Mana lahko igralci kupujejo zemljo, land, gradijo interaktivne vsebine, ustvarjajo digitalna doživetja in sodelujejo v decentralizirani ekonomiji. Projekt deluje kot decentraliziran metaverzum, kjer lahko uporabniki sodelujejo v dogodkih, igralniških izkušnjah, umetniških razstavah in drugih virtualnih dejavnostih. Decentraland ima tudi DAO upravljanje, kar pomeni, da skupnost odloča o prihodnjem razvoju platforme. Zaradi svoje povezanosti z NFT trgom in Web3 velja za enega izmed vodilnih metaverse projektov v kriptoprostoru. Tako, zanimivo, torej dajmo si pogledati, dajmo ta projekt skozi lestvico in poglejmo si, kakšna investicija dejansko je. Tukaj v ta prvi sekciji najprej gledamo jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in jasnost bele knjige. Pa bom odprl tukaj kar njihovo spletno stran in vidimo takoj, čim pridemo na njihovo spletno stran, o čemu se gre. Takoj se tudi vse lepo obrazloži, pa moram reči, da mi je tudi njihova spletna stran kar všeč. Zdaj, jaz si nisem pobral te njihove igre. Kot vidite, tukaj takoj ponudi, da si lahko naložite in začnete igrati. Morda bom enkrat sprobal, tako da bomo videli v prihodnje. Potem imamo tukaj še njihovo belo knjigo, za katero moram reči, da je tudi lepo posegmentirana in lepo obrazložena. Tako da, kar se tiče ta prve sekcije, meni tukaj vse štima in dobijo 15 točk od vseh možnih 15. Naprej, ta druga sekcija, ekipa in podpora. Kakšna je kaj ekipa v ozadju tegale projekta? In to lahko vidimo tukaj na cryptorank.io in vidimo, v ozadju tega projekta je Esteban Ordano. In pojdimo kar na njegov LinkedIn, da vidimo, kje vse prej je delal, kakšne izkušnje ima. Torej, Decentraland že 7 let, skoraj da 8 let. Prej je delal na Matiku, zanimivo, in še prej na BitPay. Tako da vsekakor znanje, kar se tiče blockchaina, tukaj je. Torej, izkušenost ekipe tukaj je. Dajmo si zdaj pogledati še, kdo stoji, če so bile kakšne investicije v ozadju tegale projekta. In vidimo tukaj, so vložili Digital Currency Group in Animoca Brands. Imeli so tudi svoj ICO, na katerem so zbrali 27 milijonov in pa še od Animoca Brands so dobili 500,000 dolarjev. Tako da vsekakor podpora tukaj je in tudi za ta drugo sekcijo dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej, naslednja sekcija je blockchain in žeton in kot smo videli tudi že takoj na začetku, blockchain in žeton sta vsekakor upravičena tukaj, tako da dobijo tudi tukaj 10 od vseh možnih 10 točk. Napredek in cilji. Tukaj sem našel, moram reči, da se kar precej trudijo. Našel sem njihov uradni roadmap, tako da vse to je super. In potem je tukaj le še njihov blog, na katerem pa moram reči, da zelo, zelo lepo in redno objavljajo svoje novosti, kar se tiče
njihove platforme, tako da za mene je tukaj tole super in dobijo 5 točk od vseh možnih 5. Naprej, 5. sekcija je tehnična analiza. Dajmo si pogledati, kako jim kaj kaže tehnično. To lahko pogledamo tudi tukajle na cryptorank.io. Če gremo na overview zavihek in gremo malček dol, da vidimo graf. Tukaj bomo dali še naš indikator RSI, ki je zelo priljubljen, tako da bomo imeli še en indikator. Zdaj, tukaj moram reči, da je kar mešani trend. Večinoma hodimo na stran, poskušamo prebijati tole mejo tam nekje na 75 pa do 80 centov. Zdaj že kar nekajkrat, enkrat, dvakrat, trikrat, vsakič je spodletelo. Tako da bomo videli, če bomo prišli še kaj gor do tam in ja, v tem primeru bi znala biti kakšna rast. Bo pa treba paziti tukajle od spodaj. To je tam nekje na 27 centih. To je dno, ki se ga nikakor ne sme izgubiti, ker če se ga slučajno izgubi, bi lahko šli v odkrivanje cene navzdol. Kar se tiče RSI-ja, je bolj tako nejasno. Zdaj, kar pa se tiče volumna, lahko pogledamo tukaj, imajo kar višji volumen, tako da to je vsekakor dobro in tako dobijo v bistvu 11 točk od vseh možnih 15 točk za tehnično analizo. In naslednja sekcija je sentiment, naša 6. sekcija, kjer preverjamo sodelovanje skupnosti in adopcijo uporabnikov. Zdaj, če gremo na njihovo spletno stran, ponavadi imajo tukaj dol v footerju vse povezave do njihovih socialnih omrežij. Za Discord moraš dobiti povabilo, dajmo si pogledati X. Tukaj imajo 605.000 sledilcev, kar je kar precej. In kaj imajo še tukajle? YouTube. Tukajle pa je tam nekje slabih 12.000 sledilcev, kar ni dosti, ampak je še kar precej. Tako da ja, imajo kar veliko skupnost. In pa kar se tiče adopcije uporabnikov, sem tukajle našel njihovo listo vseh podjetij, ki sodelujejo z njimi. Torej, preverjeni partnerji, to imajo objavljeno prav na svoji spletni strani in moram reči, da jih je kar precej, ogromno. Enostavno nisem mogel iti skozi vse tele partnerje, ampak jih je res kar ogromno. Tako da ja, za sekcijo sentiment dobijo vseh 10 točk od možnih 10. In na koncu je še certik varnostno preverjanje. In ja, super, imajo opravljeno certik varnostno preverjanje, tudi njihova leaderboard ocena je kar visoka, sodijo med top 20%, ampak imajo tukaj par večjih težav. Sicer označena je pač večja težava s centralizacijo. Trenutno so to težavo priznali, niso jo pa še odpravili. Tako da na račun tega vsekakor super, da imajo opravljeno certik revizijo. Na račun tega dobijo 16 točk od vseh možnih 25 točk za certik revizijo. In končna ocena tegale projekta tako pride na 82 od 100, kar precej visoko, kar ta projekt potem uvršča med dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke. Vsekakor nas zanima vaše mnenje, kaj si vi mislite o tem projektu. Komentirajte spodaj, komentirajte seveda tudi, če smo morda kaj
spregledali in spustili. Priporočamo se tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje kripto ocene. To bo tudi to za tokrat, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.